Futsal pozdrav v četrti oddaji Puntar TV. Minuli konec tedna so puntarji sodelovali na 8. turnirju primorskih prvoligašev na Škofijah in osvojili v konkurenci 4 ekip drugo mesto. Na uvodni tekmi so s 3-2 ugnali povratnika med prvoligaše Ajdovski Kiks, v finalu pa po kazenskih strelih klonili sosedi iz Kobarida, po rednem delu je bilo 1-1. Že v soboto, 27. avgusta, pa čaka varovance trenerja Kavčiča nov zanimiv turnir, tokrat v Laškem, organizator pa Komisija za mali nogomet pri Nogometni zvezi Slovenije. Sodelujejo poleg puntarjev še državni prvak Litija in pokalni finalist Bronx iz Škofij. Več o tem pa v naslednji oddaji Puntar TV, v nadaljevanju pa zanimiv pogovor z najboljšim strelcem puntarja v prvi slovenski futsal ligi, Boštjanom Uršičem. Boštjan, najbolje, da takoj na začetku prideva na rdečo nit najinega pogovora. Futsal javnost, predvsem pa navijači puntarja, močno zanima, kako je z igralsko kariero Boštjana, ali ostaja puntar ali morda odhajaš v igralski pokoj? To je vprašanje, na katera tudi sam dolgo časa nisem vedel odgovora. Zdaj nekako sem prišel stvari do dna in po dolgih premislekih se je odločil, da potehnem še to zadnjo sezono, ki pa mislim, da bo res zadnja. Kdaj se boš priključil ekipi, kako boš treniral? Z Matejem so se dogovorili nekako tako, da bom počasi začel s treningi, enkrat, dvakrat na teden zdaj, da počasi pridem nazaj v tisti pogon, v tekmovalni ritem. Bolj resno pa po novem letu, ko bo imela reprezentanca priprave oziroma tekme. Takrat bo 2 meseca pavze in v tistem času upam in si želim, da se pripravim tako, kot je treba in da bi odigral zadnji del sezone po mojih željah in pričakovanjih ostalih. V kakšnem stanju je sedaj koleno, je kaj težav? Zaenkrat koleno prav v redu. Doma pač hodim laufat zvečer, ni nobenih problemov. Probal sem odigrati tudi en turnir, tako da je noga izdržala in sem prav spet lačen nogometa. Tako da po eni strani se prav veselim tega začetka spet, kljub temu, da vem, da bo težko, ker se treba spet pripraviti nazaj kondicijsko, kar je poglavitni faktor, se mi zdi zdaj v futsalu in se treba malo pomatrati, bom stisnil zobe in upam, da bo uspelo tako, kot je treba. No, lani si kar nekaj tekem spremljal s tribune, kam je šel v futsalu, v katero smer si še sposoben se kosati s temi mladimi golobradimi puntarji? Joj, to je bilo vprašanje, ki me je matralo kar dosti cajta. Pač futsal je res v Sloveniji zadnje cajte tako napredoval. Prihajajo mladi igralci, željni dokazovanja, so hitri in gledaš to s tribune, sem kar dostikrat poštudiral, da moram pa končati, da pač jih ne bom mogel več dohajati. Pa tudi tehnika je še tako naprej, tako da v bistvu mi je bilo zelo težko zaradi tega in bomo videli po pol sezone, kako bo situacija. Je pa vsekakor futsal naredil ogromen korak pri nas in pač v sami fizični pripravljenosti, v taktiki. Tako da se bližamo vrhu Evrope. Se morda še spomnih tvojih začetkov pri puntarju kot res mlad fant, nadebuden, hiter, borben? Ja, spomnim se, to so bili prav drugi časi, če primerjam tisti futsal pa današnji. Takrat smo trenirali enkrat na teden, mogoče še tisti trening smo spustili. Pripravljeni smo bili precej slabiš, tehnika je bila slabša. Tako da so bili prav res drugi cajti, takrat smo bili tudi ekipa še dokaj drugačna kot danes. Mogli smo trenirati bilo obrambo kot napad, ker nismo bili tako dobri. Tako da smo posvečali bolj pozornost obrambi. V napadu je pač bilo stvar navdiha, če smo kaj naredili, smo, če nismo. Potem s cajtom smo pa dosti dobro želeli obrambo, smo začeli tudi malo ta napad trenirati, prekinitve. In mislim, takrat je prišel kar precej večji napredek, a ne. Boštjan Uršič si je priboril v žogo in gol! Hitri Boštjan Uršič, to so priložnosti za njega. Boštjan Uršič, mimo Dragana in gol!
Dobro, sedaj Punter je Boštjan Uršič! Boštjan Uršič, gol! Mužnik in Boštjan Uršič. Ali je to priložnost za Punterja, Boštjan Uršič in gol! So drugi časi, futsal se je spremenil, pa tudi pričeska Boštjana Uršiča od samih začetkov. Ja, to je že dosti let nazaj, ko sem začel igrati, to je verjetno 13 let. Takrat so moderne frizure na hopco. Tudi meni je bila všeč in tako sem igral s tisto frizuro. Za takratne pojme se mi je zelo prav fajn, zdaj gledam nazaj posnetke, se pa smejim, pa si mislim svoje, ne, tako da je pa hecno za pogledati pa videti. Pri Punterju si začel številko 7, sedaj je ta številka ponovno prosta, kajti Kristjan je odšel. Ti si vmes nosil številko 10, kako bo s tem, si se že kaj odločal med sedmico in desetico? Ja, res je, da sem skozi igral, ko sem začel futsal s sedmico, tudi že prej po vaških klubih, pole v Punterju. Zdaj, ko sem prestopil v Oplast, takrat je prevzel Kristjan, ne mojo številko. Zdaj sem se pa kar nekako navadil na desetko, tako da če sem igral zdaj par sezon z desetko, bom pa končal še z njo, tako da pustimo sedmico, pa enemu drugemu dobremu igralcu prihaja. Dobro, Boštjan, morda še to, kaj je sposobna ta ekipa Punterja letos storiti v državnem prvenstvu. Vemo, da ni več Kristjana, lahko rečemo motorja ekipe, vendar ekipa je, vsaj ti mladi, eno leto starejša, eno leto več izkušenj. Ja, vsekakor, zdaj to bo velik primanjkljaj, ki je Kristjan šel v Španijo, ne. Pač on je bil tako dober, da zdaj tisti igralec, ki pride, praktično ne more nadomestiti. Poznala se bo njegova odsotnost. Vendar je pa res, da je tle kar dosti mladih igralcev, ki so dali lansko leto kar dosti skozi. Ostajajo še 3 izkušenejši igralci. Tako da cilj sigurno prvi moj, pa verjetno tudi ekipe, je, da se pride med 4 v državnem prvenstvu, da se bori potem za prvaka. In tako v končnici je praktično vse možno, če si v formi. Tako da, kot so nekaj prvi cilj med 4, finale pokala. In upimo, da bomo osvojili pač vsaj en naslov. Želja je moja taka, tako da bi bilo fajn zaključiti kakšnim lovoriko in upam, da se bo želja izpolnila. Izpolnila se želja navijačev, da Boštjan Uršič ostaja Punter še pol sezone, kot si dejal. Kaj lahko sporočiš navijačem? Je nič, da navijete še naprej za nas. Jaz se bom trudil, mogoče mi na začetku ne bo šlo tako, kot je treba, ali pa tudi ekipi ne, bodite potrpežljivi, ostanite z nami, spodbujajte nas in mi bomo vse naredili, da bomo tam, kjer moramo biti. Boštjan, hvala, ker si vzel čas za pogovor v oddaji Punter TV in veliko sreče in seveda dobrodošli nazaj med Punterje. Hvala lepa. Boštjan se torej vrača, oddaja Punter TV pa bo ponovno na sporedu prihodnji teden.